Ste kdaj razmišljali, zakaj vam je toliko mar, kaj si nekdo drug misli o vas? Skozi naše življenje smo bili naučeni, v bistvu so nam bili dani neki normativi, kako naj se oblačimo, kako naj izgledamo, koliko kilogramov naj imamo, kakšno barvo las naj imamo, kaj se spodobi, kaj se ne spodobi. In ves čas smo dejansko vzgojeni na ta način, da se tekmujemo in ne da sodelujemo. Nismo vzgojeni večina s pohvalami, pa ne da so to zato, kaj starši krivi, ampak dejansko tudi sami niso znali bolje. Vedno je potrebno pogledati vase. Kaj kdo drug misli, vam je lahko malo mar. Ko delate na sebi, kmalu najbolj spoznate sebe in to spoznavanje sebe vodi tudi k spoznavanju drugih oseb. Kaj to pomeni? Pomeni, da razumete drugo osebo. Pomeni, da razumete, da če v tej osebi se nahaja, bom rekla, tesnoba, strah, občutek nemoči, ljubosumje, potem vam ta oseba ne more nič drugega dati kot to. In oseba, to bi vam tudi tako rada nekako položila na srce, oseba, ki je znotraj sebe zadovoljna in srečna, vas nikdar nikoli ne bo napadala, ne bo izvajala mobinga, ne bo nič delala, kar ni v skladu tudi z vami. Zato delajte na sebi, zato da se vi opolnomočite, da se zavedate, da ste sposobni, da ste pogumni, da se ni potrebno vedno tekmovati. In vprašajte se, kdaj je dovolj. Vsak ima v bistvu pri sebi neko mejo, kdaj je njemu dovolj. Nismo si vsi enaki in ravno v tem je naše bistvo, da je vsak od nas edinstven. Tako da dobro razmislite, zakaj vam je mar, kaj bo nekdo drug rekel. Ni pomembno. Vedno je pomembno samo, kaj vi mislite o sebi. In tukaj se vsa zgodba začne in konča. Ker s tem, ko začnete razmišljati, kaj nekdo drug misli, polagate svojo usodo v roke posameznika. Vi pa dejansko ne veste, kako urejeno ali pa neurejeno življenje ta oseba ima.